Hvala lepa. Najprej hvala, ker ste se udeležili, ker ste prišli danes, bo mogoče malenkost daljši, kot sem ponavadi, glede na to, da gre za kar obšežno zadevo, pa si bom vzel malo več časa, da vam predstavim, da če boste slišali tiste stvari, kar ste že slišali, boste pač preslišali, pa boste si zapisali, pa posneli tisto, kar, bom rekel, še niste. No, vejte, dejstvo je, v katerem ste že vsi pač seznanjeni in tudi že povzemali v medijih, da smo 27.11.2014 na Ustavno sodišče vložili ustavno pritožbo v zadevi tako imenovani zadevi Patria, torej gre za ustavno pritožbo zoper sodbe, obsodilne sodbe okrajnega, višjega in vrhovnega sodišča zoper gospoda Janeza Janše. No, v ustavni pritožbi seveda očitamo, da so vse tri stopnje, torej prvostopenjsko sodišče, drugostopenjsko sodišče in tudi vrhovno sodišče zagrešile več kršitev ustave, torej temeljnih človekovih pravic, ki so zapisane v ustavi. In sicer navajamo naslednje kršitve. Gre za kršitev do nepristranskega in neodvisnega sodišča iz 23. člena ustave v zvezi s 15. členom ustave, kršitev načela zakonitosti v kazenskem pravu iz 28. člena ustave, kršitev pravnih jamstev v postopku, v kazenskem postopku iz 29. člena ustave in iz 6. člena Evropske konvencije za človekove pravice in kršitev enakega varstva pravic iz 22. člena ustave in iz 27. člena Ustave Republike Slovenije. No, konkretno bom šel skozi posamezne kršitve, bom poskušal čim krajše to vam nekako predstaviti. Torej, kar se tiče same kršitve pravice do neodvisnega in nepristranskega sodišča. Pravica do neodvisnega in nepristranskega sodišča je seveda temeljna človekova pravica, ki jo zagotavlja 23. člen ustave. Dejansko je sodna nepristranskost kot taka bistvena prvina pravne države iz 2. člena Ustave Republike Slovenije. Dejstvo je, da seveda povsem utemeljeno zatrjujemo, da so bili v tem postopku na vseh treh stopnjah seveda kršena ta pravica, torej pravica do nepristranega sodnika, če lahko tako rečemo. In zadeva se je nekako začela že, bom rekel, na prvi stopnji pri okrajni sodnici gospe Barbari Klajnšček. No, tisti, ki ste ta proces spremljali, se spominjate, da smo že na prvi obravnavi, mi rečemo pač prvi, to je 12.9.2011, predlagali, da se sodnico Klajnškovo izloči po 4. točki 39. člena Zakona o kazenskem postopku, in to iz razlogov, ker smo ji učitali, da je pred začetkom glavne obravnave opravljala dejanja, ki jih lahko opravlja samo preiskovalni sodnik. No, ta zahteva je bila zavržena, in sicer iz razloga, da smo jo vložili prepozno, kajti za to kršitev, za to njeno kršitev naj bi izvedeli že v avgustu mesecu, medtem ko smo jo uveljavljali šele, kot sem rekel, 12.9.2011. To je pač bila argumentacija okrajne sodnice, ki jo je pozneje povzelo tudi višje sodišče pri reševanju pritožbe, in na koncu je takšno isto argumentacijo povzelo tudi vrhovno sodišče, ko je odločilo o zahtevi za varstvo zakonitosti. No, seveda, tisti, ki se spominjate, je dejstvo, da na prvi obravnavi, ki je bila seveda 5.9.2011, te kršitve enostavno ni bilo mogoče uveljavljati, zaradi tega, ker se obravnava ni upravila iz dveh razlogov. Prvi razlog je bil odsotnost obdolženega Valterja Wolfa, drugi razlog pa je bil neustrezne prostorske razmere, kajti veste, da je bila takrat obravnava
da se niti ni upravila in da je bila potem preložena in se je tudi vršila v prostorih okrožnega sodišča v Ljubljani. No, seveda, kaj je tako spornega, kadar sodnica v teh očitkih, ki jih navajamo, kadar sodnica upravlja določena preiskovalna dejanja? Dejstvo, da je po naši oceni sodnica Barbara Klajnšek imela ves čas tega postopka, oziroma že pred začetkom tega postopka, ko je prijela obtožni predlog, nekako predsodek v tej smeri, da je potrebno gospoda Janeza Janšo pač obsoditi. Na to kažejo dejstva, ki so neizpodbitna, in sicer prvo dejstvo, ki na to kaže, je, da je bil obtožni predlog, kar bom povedal seveda v nadaljevanju, nepopoln, ni imel v seveda tenorju vseh zakonskih znakov opisanih in seveda v obtožnem predlogu ni bil izkazan niti utemeljen sum. No, glede na to, da se je očitno po moji oceni sodnica tega zavedala, je poskušala pred začetkom glavne obravnave pomanjkljivost obtožnega predloga in pomanjkanje dokazov sanirati tako, da je izdala posamezne odredbe bankam za pridobitev izpiskov in to utemeljevala s tem, da pač še sama raziskuje dejansko stanje v smeri, ali je kakršenkoli denar prišel kateremukoli od obdolženih. No, dejstvo je, da v obtožnem predlogu se nikoli ni očitalo, da je kdorkoli karkoli prejel, torej tega očitka ni bilo, gre zgolj za očitek sprejema obljube nagrade, ki pa ga tudi ni bilo. Več kot očitno je sodnica seveda smatrala, da mora najti nek dokaz, kajti iz obtožnega predloga je videla, da teh dokazov ni. No, obrazložitev, da seveda se takšna zahteva zavrže, zato ker naj je ne bi podali takoj, se da ne zdrži presoje v smislu 23. člena Ustave, niti v smislu Evropske konvencije o človekovih pravicah in tudi ne dosedanjih odločitev Ustavnega sodišča na to temo, kajti Ustavno sodišče in tudi Evropsko sodišče za človekove pravice je že večkrat se izreklo v tem, da seveda se izraz takoj mora tolmačiti skozi posamezne faze postopka, kar pomeni to glavne obravnave in vmes, kolikor seveda tega nisi mogel poprej uveljavljati. Ta zahteva je bila dana pred glavno obravnavo, kajti glavna obravnava se začne z branjem obtožnega predloga. Torej, dana je bila pravočasno in glede na 15. člen Ustave, ki seveda zagotavlja obdolžencem v kazenskem postopku, da pravic v zvezi z nepristranskostjo sodišča ne morejo kar izgubiti, je jasno, da bi sodišče tako prve stopnje, pa druge stopnje, pa tudi Vrhovno sodišče moralo ta očitek vsebinsko presoditi. Sam ocenjujem, da so ugotovili, da ga vsebinsko ne morejo zavrniti, kajti bil je utemeljen in je bil tudi realen, podkrepljen z odredbami sodnice, ki jih seveda pred začetkom glavne obravnave ne bi smela izdati. Zato so se temu očitku enostavno izognili, na ta način, da so se poskušali pač izviti iz te očitne kršitve, tako da so zatrjevali, da pač dejansko ta zahteva ni bila podana pravočasno. No, vkolikor gremo potem na drugo očitno kršitev nepristranskosti sojenja, ki se je v tem postopku zgodila, lahko začnemo seveda z izločitvami vrhovnih sodnikov. Kot vam je znano, smo 13.7.2014 najprej podali predlog za izločitev predsednika vrhovnega sodnika, gospoda Branka Masleša, in sicer po 6. točki 39. člena, kajti obstojal je dvom v njegovo pristranskost v tej zadevi in ta izločitev je bila predlagana v času, ko je on upravljal funkcijo tako imenovane pravosodne uprave, torej ko je odločal o ostalih izločitvah kot predsednik sodišča. No, ta izločitev je bila seveda podkrepljena z dejstvom, da je gospod Branko Masleša seveda na
v svojem govoru, ki vam je tako ali tako že poznan in je bil že tolikokrat tudi, bom rekel, tudi v javnosti izpostavljen, govoril o gospodu Janezu Janši na dnevih slovenskega sodstva in tam seveda zelo negativno stališče je imel do gospoda Janeza Janše. Dejstvo je, da seveda takšen govor, ko se govori o osebi, ki je v postopku in za katero se ve, da se bo seveda pozneje verjetno z zahtevo za varstvo zakonitosti ukvarjalo tudi Vrhovno sodišče, je seveda nedopusten in seveda tudi dejansko si tega gospod Branko Masleša po naši presoji tega ne bi smel dovoliti. No, ta zahteva je bila seveda zavrnjena kot neutemeljena. Vrhovno sodišče, torej obča seja Vrhovnega sodišča je ocenila, da seveda ta govor, ki ga je imel gospod Branko Masleša, ni bil govor o gospodu Janezu Janši, ampak je bil govor o politični stranki in o predsedniku politične stranke. In da zato seveda niso podani ne tako objektivni, kot ne tudi subjektivni razlogi za njegovo izločitev. No, seveda potrebno je poudariti, da se s tako odločitvijo nikakor ne strinjamo. Menimo, da je realnost, da je ta odločitev obče seje, torej Vrhovnega sodišča, daleč od realnega stanja, kajti v realnosti vsi vemo, da gospod Janez Janša je tako predsednik stranke SDS in da seveda se zatem, če je predsednik stranke, ne da ločevati in reči, da seveda ni bilo govora o gospodu Janezu Janši, če je bilo govora o predsedniku stranke SDS. Torej, to je ena in ista oseba, o tem ni dileme in gospod Masleša je seveda v tem svojem govoru na dnevih slovenskega sodstva odkrito in očitno obsodil oziroma napadel ravnanje gospoda Janeza Janše, ko je pač govoril o njegovih ravnanjih v zvezi, kot je poznano, oceno te kazenske sodbe. Torej, glede na to, da je pozneje seveda gospod predsednik Vrhovnega sodišča se tudi sam razporedil oziroma določil, da bo predsedoval senatu Vrhovnega sodišča, ki bo odločil o zahtevi za varstvo zakonitosti, smo seveda 29.9. podali ponovno zahtevo za izločitev, v tem primeru pa seveda zahtevo za izločitev kot predsedujočega senatu, ki bo vsebinsko obravnaval zahtevo za varstvo zakonitosti. No, v tej zahtevi smo ponovno zahtevali presojo, kajti kriterij presojanja takrat, kadar sodnik vsebinsko odloča o neki zadevi, je glede na seveda stališče Evropskega sodišča za človekove pravice dosti strožji, zato smo ponovno zahtevali, da se presodi ta njegov govor, ki ga je imel na dnevih slovenskega sodstva, v katerem je pa seveda govoril o gospodu Janezu Janši in to v zelo negativnem tonu, oziroma je tudi dejansko po naši oceni izkazal sovražen odnos do gospoda Janeza Janše. Seveda smo pa ta predlog za izločitev podkrepili še z drugimi dejstvi, ki so kazali na to, da gospod Masleša ni samo iz tako imenovanega objektivnega kriterija nepristranski, ampak je dejansko tudi subjektivnega pristranski. No, te dodatna dejstva so bila seveda notarsko overjena izjava zakoncev Marvin, o katerih ste že tudi poročali, ki sta ravno tako opisala dogodek, v katerem je gospod Masleša zelo negativno govoril
o gospodu Janezu Janši pojavil je tisti znani stavek, ki se je tolikokrat že tudi ponovil, da je gospoda Janeza Janša treba pač slukati. In seveda, poleg tega pa ni zanemarljivo dejstvo, da je gospod Janez Janša leta 2010, torej ob imenovanju gospoda Masleše za predsednika Vrhovnega sodišča, temu seveda v Državnem zboru odkrito nasprotoval in je takrat seveda izrekel tudi naslednje po tem, ko je bilo seveda imenovanje upravljeno. Gospod Janez Janša povedal naslednje. Danes koalicija s predlogom imenovanja Masleše izkazuje simbolni posmeh človekovim pravicam. To je pač gospod Janez Janša takrat izjavil in tudi svoje stališče argumentiral, zakaj meni, da gospod Masleša ni primeren za predsednika Vrhovnega sodišča. No, vse to seveda skupaj je jasno kazalo na to, da je gospod Masleša v tej zadevi tako z objektivnega vidika kot subjektivnega vidika pristranski in da v tej zadevi ne bi smel soditi in ne bi smel odločati. No, seveda, obča seja je tudi ta predlog za izločitev zavrnjena in seveda s tem je jasno podana kršitev, ki sem jo tudi prej navedel, kršen pa je tudi 6. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah. No, dejstvo je, da tudi sama obča seja je o našem predlogu za izločitev odločala nepopolno oziroma ni vsebinsko presodila vseh naših očitkov in nam je s tem kršila tudi, seveda s tem je bila podana kršitev tudi 23. člena Ustave. Kajti očitek v zvezi z stališčem gospoda Janeza Janše do imenovanja gospoda Masleše za predsednika Vrhovnega sodišča je obča seja Vrhovnega sodišča zavrgla, zopet z obrazložitvijo, da bi to kršitev, domnevno kršitev, kot se oni imenovali, lahko uveljavljali že poprej, pa da smo jo uveljavljali prepozno, kajti to se je dogajalo že leta 2010. No, zopet poudarjam, da je bil predlog za izločitev gospode Masleše podan takoj v trenutku, ko je bilo znano in ko je on pa seveda tudi znano, da bo predsedoval vsem senatom in predlog kazenskim senatom do konca leta in seveda podana je bila takoj, ko je bil znan senat, torej sestava senata. Vložena je bila takoj zatem in nikakor ni bila prepozna. Medtem, ko se do seveda očitka v zvezi z njegovim govorom tudi niso opredelili, kajti rekli so, da so o tem že odločili. No, glede na to, da je ta primer seveda le poseben primer, ne gre za običajen primer, drugačen je predvsem potem, da je šlo v celotnem postopku za nadvse občutljiv politično nabit primer, v katerem se je obravnavala zahteva za varstvo zakonitosti seveda obsojenega vodja politične opozicije. In v takšnih primerih bi moralo sodišče ravnati še bolj občutljivo, da rečem temu tako, oziroma bi moglo še bolj vsebinsko presoditi vsak najmanjši dvom, ki bi kazal lahko na to, da je seveda kršena pravica do nepristranskega sojenja. V tako občutljivih primerih, ki lahko v javnosti zaupanje v nepristranskost in pravičnost sodstva popolnoma zamajajo, kot je bil ta, je bila potreba po nepristranskosti tega sodišča še toliko večja. No, zgodilo se je v tem primeru ravno obratno, kot sem rekel. Namesto, da bi seveda
se ti razlogi, katere smo navajali, presodili resnično skrbno in seveda objektivno, se je zgodilo ravno obratno. Vsi naši predlogi so bili zavrnjeni ali zavrženi z obrazložitvami, ki seveda nimajo ničesar skupnega, kot sem rekel, za realno stvarnostjo. Brez vsakakršnega dvoma je moč njegov govor na dnevih slovenskega sodstva označiti kot zelo negativen do obsojenega gospoda Janeza Janše in gre po našem oceni za resnično konkreten napad na osebo gospoda Janeza Janše. Kot sem rekel, očitno je dojemanje objektivne stvarnosti Vrhovnega sodišča drugačno, kot je dojemanje tudi tistih ljudi, ki proti takšnim odločitvam protestirajo. Poudaril bi, da seveda objektivni kriterij nepristranskosti je kršen že takrat, kadar seveda pri ljudeh navzven se vzbuja dvom v to, ali je neka odločitev sodišča lahko objektivno nepristranska ali ni. Kolikor obstoja najmanjši dvom, je ta kriterij kršen in seveda bi se moral sodnik izločiti. No, kar je nadalje zelo pomembno, v ustavni pritožbi očitamo, da je prišlo tudi do kršitve tako imenovanega zakonitega sodnika. Očitno je gospod Masleša imel neizmerno željo, da v tej zadevi, torej da sodeluje oziroma predseduje senatu, ki je odločil vsebinsko zahtevi za varstvo zakonitosti. In seveda s tem, ko se je sam postavil za odločevalca v tej zahtevi za varstvo zakonitosti, je brez kakršnega koli dvoma kršil drugi odstavek 23. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa, da o pravicah in dolžnostih vsakogar lahko sodi samo sodnik, ki je izbran po pravilih, naprej določenih za zakonom in sodnim redom. Gospod Masleša seveda ni bil naprej postavljen sodnik za sodnim redom, ampak si je seveda sodni red po naši oceni z diskrecijsko pravico prilagodil po svoje. Dejstvo je, da je bila časovna dinamika tega njegovega predsedovanja senatu, ki je odločil zahtevi za varstvo zakonitosti, takšna, da je takoj dan po tistem, ko je obramba od sodnice poročevalke, gospe Vesne Žalik, zahtevala, da pojasni, kdaj bo vsebinsko obravnavana zahteva za varstvo zakonitosti, in ko je seveda sodnica poročevalka obrambo obvestila, da bo zahteva za varstvo zakonitosti obravnavana najkasneje v enem mesecu in da bo to predloženo senatu v odločenje, torej takrat, ko se je že vedelo, da se bo ta zadeva obravnavala in kdaj se bo obravnavala, je naslednji dan, takoj zatem, gospod Masleša dal obvestilo, da bo predsedoval vsem senatom kazenskim od 18. septembra dalje, torej vključno seveda z tem senatom, ki je 30.9. tudi to zahtevo začel obravnavati. No, dejstvo je, da seveda pravica do zakonitega sodnika, kot sem prej povedal, ki je določena v drugem odstavku 23. člena, jo je potrebno imati na ta način in jo razlagati seveda samo na ta način, da ima vsakdo pravico, da mu sodi sodnik, ki ne bo naprej določen. Kajti samo na ta način se lahko izognemo temu, da
bi se seveda že vnaprej lahko določilo sodnike, ki bi določeno zadevo, bom rekel, obravnavali. In to po kriterijih, kot se je zgodilo v tem primeru. Določili bi pač seveda sodnika, ki že vnaprej znano, da ima sovražen odnos do obdolženega. In seveda potem vse ostale garancije, ki so zapisane v Ustavi Republike Slovenije, odpadejo, kot bom tudi v nadaljevanju povedal. No, zakaj je seveda to še toliko bolj pomembno? Pomembno je zato, ker seveda letni razpored Vrhovnega sodišča sicer ima določbo, da lahko predsednik Vrhovnega sodišča, predno je znan senat in predno je znano, katera zadeva se bo na senatu obravnavala, obvesti vodjo kazenskega oddelka Vrhovnega sodišča o tem, da bo prevzel predsedovanje določenemu senatu. Poudarjam seveda, da je bistveno to, da predno se bo vedelo, kdaj bo senat in katera zadeva se bo na tej seji obravnavala. Gospod Masleša je seveda, kot sem prej povedal, vedel, kdaj bo obravnavana zahteva za varstvo zakonitosti gospoda Janeza Janše in je to svojo diskrecijsko pravico, če jo lahko tako imenujem, izkoristil brez, da bi utemeljil seveda kakršnekoli razloge. Na Vrhovnemu sodišču, obči seji Vrhovnega sodišča se tudi ta očitna kršitev ni znela sporna in so tudi to kršitev zavrnili. Torej očitek te kršitve zavrnili. Določbo, kot sem rekel, drugega odstavka 23. člena Ustave je treba seveda kot procesno pravilo obravnavati paralelno z načelom zakonitosti kot materialnim pravilom. Torej, v obeh primerih gre za načelo vnaprejšnje splošne določenosti. Torej, samo če je vnaprej znano, po kakšnem sistemu, po kakšnih pravilih bodo prišli do zakonitega sodnika, samo to nam zagotavlja, da se izognemo arbitrarnosti odločanja in samovoljnosti odločanja. In to se je v tej zadevi, kot sem rekel, zgodilo. Letni razpored, ki ga Vrhovno sodišče v skladu z zakonom sodiščih pripravlja, za 1 leto vnaprej določil, kateri sodnik bo sodil na katerem področju. In takrat seveda ni dileme, ker nihče ne ve, kdaj bo kdo prišel na vrsto. Veste tudi, da se zadeve sodnikom poročevalcem dodeljujejo na tak način, da se ne bi vedelo, kdo bo zadevo dobil, ampak se dodeljuje po abecednem vrstnem redu. Tako se določa pripad, torej, da nihče ne bi vedel, kdo bo vnaprej določen za poročevalca, ampak se pač to po nekem naravnem pravu dodeljuje sodniku, ki je pač na vrsti in si ne more sam izbrati, katero zadevo bo reševal, katero zadevo ne bo reševal. No, kot pravim, v primeru, da bi predsednik sodišča Vrhovnega seveda imel tako diskrecijsko pravico, da se sam odloča brez utemeljenih razlogov in to potem, ko že ve, katera zadeva se bo reševala, bi nedvomno to pomenilo kršitev 23. člena Ustave in bi bilo tudi to nesprejemljivo. Kajti, kot pravim, potem bi se sam odločil, ko bi že vedel, katera zadeva bo na vrsti, kdaj bo seveda on predsedoval, kdaj pa ne. No, da je zadeva še bolj sporna z vidika nepristranskosti, je treba poudariti, da je prav gospod Masleša v podobni zadevi, ker je bil očitek popolnoma podoben, gre pa za zadevo upravno zadevo, torej tožbo gospoda Janeza Janše proti zaključnem poročilu KPK, ki se je reševala na Vrhovnem sodišču.
ugodil v zahtevi za izločitev vrhovnega sodnika gospoda Koblarja, kajti ocenil je, da so podani razlogi 6. točke 39. člena, oziroma ocenil je, da so podani razlogi, da je v tem primeru pač kršen najmanj objektivni kriterij videza nepristranskosti, in to iz razloga, ker je vrhovni sodnik gospod Koblar v svojem predlogu za izločitev zapisal, da meni, da seveda ne bo, da bo objektivni videz nepristranskosti kršen zaradi tega, ker je kandidiral za člana Državne volilne komisije in je bil v postopku v Državnem zboru pri mandatno-volilni komisiji, po njegovem prepričanju seveda neutemeljeno, izločen iz kandidature za Državno volilno komisijo. No in on je pač seveda v svojem predlogu za izločitev jasno argumentiral, da glede na ta dogodek, da je stranka SDS in njen predsednik, gospod Janez Janša, seveda nasprotoval njegovemu imenovanju v mandatno-volilno komisijo. SDS je seveda takrat imela tudi večino v mandatno-volilni komisiji Državnega zbora, da bo to pomenilo seveda, da je objektivni kriterij nepristranskosti kršen. In gospod Masleša je seveda leto pred tem, ko se je zdaj to dogajalo, seveda leta 2013, takmu predlogu ugodil in se strinjal, da seveda takšni razlogi, ki so pa pravi identični temu, ko je gospod Janez Janša nasprotoval njegovi izvolitvi za predsednika Vrhovnega sodišča v Državnem zboru, kažejo na to, da je predlog utemeljen in je gospoda Koblarja izločil. No to, ta predlog za izločitev Vrhovnega sodnika Koblarja ste imeli pač priložnost tudi v medijih prebrati. Tam je gospod Vrhovni sodnik Koblar zapisal pač nekaj zanimivih stvari, ki kažejo na to, da Vrhovnemu sodišču ni tujo, da krši načelo zakonitega sodnika, kajti tudi njemu je bil spis, kot sam opisuje seveda v tem predlogu za izločitev, na nek način odvzet mimo pravil in predodeljen drugemu sodniku, tako da v tej zadevi pozneje pač ni odločen. Če gremo naprej, seveda naš očitek je tudi, da vrhovna sodnica Maja Tratnik ne bi smela sodelovati v senatu, ki je odločil zahtevi za varstvo zakonitosti, zato ker je bil tudi pri njej kršen ta objektivni kriterij nepristranskosti in je seveda bi se morala tudi ona izločiti. No, znano vam je, da je tudi sama sodnica Maja Tratnik, ko je bil spis dodeljen, predlagala svojo izločitev iz 6. točke 39. člena Zakona o kazenskem postopku in sama zapisala, da meni, da je predlog za izločitev temeljen, kajti v javnosti, torej ta objektivni kriterij zopet v javnosti se bo nedvomno pojavil očitek oziroma dvom v njeno nepristranskost, kajti njen mož, gospod Jože Tratnik, je seveda takrat kot namestnik republiškega sekretarja za pravosodje bil aktivno udeležen v postopkih v aferi, seveda tako imenovani JBTZ, oziroma v postopkih zoper gospoda Janeza Janšo. Poleg tega se je pa zopet ponovila identična zadeva, ki sem jo navajal že prej. Torej, gospod Janez Janša oziroma stranka SDS je nasprotovala njegovi kandidaturi za ustavnega sodnika v Državnem zboru. No, seveda gospa vrhovna sodnica Maja Tratnik sama ocenjuje, da
to dejstvo, da je mož sodeloval takrat v postopkih zoper gospoda Janeza Janša in da je pozneje seveda gospod Janez Janša nasprotoval njegovemu imenovanju za ustavnega sodnika. Poleg tega pa še, kot tudi samo opisuje, ostale njene družinske zgodbe, torej veste, da gre za tako imenovano zadevo od Pučnika do Janše, saj tako je bil članek naslovljen, torej sodelovanje pri sojenju gospodu Pučniku, seveda strani njenih staršev, da to pomeni, da je ta objektivni kriterij kršen in da bi se morala izločiti. No, ta zahteva je bila zavrnjena strani predsednika Vrhovnega sodišča in ko smo mi seveda ponovno predlagali njeno izločitev, ko je bilo znano, da bo v senatu, je bila ta zahteva tudi pozneje zavrnjena. Torej, iz teh razlogov menimo, da je bila v tem postopku pritožniku kršena pravica do nepristranskega in neodvisnega sodišča in seveda kršena pravica iz 23. člena Ustave. No, gremo naprej. Seveda v ustavni pritožbi očitamo, da je zagrešena tudi kršitev in sicer, da je kršeno načelo zakonitosti v kazenskem pravu iz 28. člena Ustave Republike Slovenije. V prvem odstavku 28. člena Ustave med drugim določeno, da nihče ne more biti kaznovan za dejanje, za katero ni zakon določil, da je kaznivo, in da bi posamezno dejanje izpolnilo dispozicijo posameznega kaznivega dejanja, kot je določeno zakonom, in da bi bil njegov storilec zanj kazensko odgovoren, mora njegovo dejanje, torej njegovo ravnanje, izpolnjevati vse objektivne in subjektivne znake tega kaznivega dejanja. Kaznivo dejanje se seveda stori praviloma z storitvijo ali opustitvijo. In samo spoštovanje načela zakonitosti, torej, da mora neko ravnanje posameznika izpolniti vse zakonske znake, tako objektivne kot subjektivne, da je lahko ga šteti za kaznivega, nam garantira varnost pred samovoljnimi, nezakonitimi in čezmernimi posegi represivnega, kazenskega represivnega aparata v temeljne človekove pravice posameznika. Seveda, načelo zakonitosti se seveda skozi to vsebinsko odraža tudi v načelu določenosti, tako imenovanem lex certa. Torej, kazenske določbe v kazenskem zakoniku, kazensko-pravne določbe morajo biti oblikovane jasno, ljudje morajo biti razumljive, ne smejo puščati dvoma v tem, kaj je kaznivo in morajo biti določene. Tako da vam je vsem znano, že ves čas od začetka tega postopka, očitamo, da vpis v obtožnici, pa tudi pozneje v sodbi sodišča prve stopnje, pa sodbi sodišča druge stopnje, pa zdaj tudi odločitvi Vrhovnega sodišča v zvezi z zahtevo za varstvo zakonitosti, da iz vpisa, kot je bil v obtožnem predlogu in pozneje v sodbi, so podani vsi zakonski znaki kaznivega dejanja, sprejemanja daril za nezakonito posredovanje. Dejstvo je, da ni tako ne v obtožnem predlogu, kot ne v sodbi sodišča prve stopnje, kot ne v sodbi sodišča druge stopnje, pa tudi ne sedaj v sodbi oziroma v sklepu Vrhovnega sodišča, ni konkretizirano in ni konkretno opisan zakonski znak kaznivega dejanja sprejemanja obljube nagrade. Dejstvo je, da samo konkreten opis ravnanja posameznika nam lahko naredi dejanje enkratno in
neponovljivo in samo takrat lahko govorimo, da je dejanje določeno. Kot izhaja iz ene znane sodbe Vrhovnega sodišča iz leta 2008, pravi, da opis dejanja kot historičnega dogodka mora vsebovati vsa odločilna dejstva, ki konkretizirajo kaznivo dejanje, kar pa v konkretnem primeru, o katerem govorimo, opis dejanja ne vsebuje. Dejstvo je, da je bistveni zakonski znak, torej sprejem obljube nagrade, opisan samo v abstraktnem delu. Če poenostavim, samo v abstraktnem delu, torej v začetku obtožnega predloga in pozneje v izreku sodbe je samo prepisan zakon. Definicija kaznivega dejanja, to je tako imenovani abstraktni del. V konkretnem opisu, torej tam, kjer bi bilo potrebno potem konkretno opisati, kaj se naj bi zgodilo in na kakšen način naj bi se nagrada, obljuba nagrade sprejela, pa seveda tega ni. Dejstvo je, da Vrhovno sodišče ob jasni ugotovitvi, tudi, da se vrnem malo nazaj, ker bom sicer na koncu povedal o mnenju posameznih ustavnih sodnikov v ločenem mnenju, pri prvem odločanju ustavni pritožbi, ob jasni ugotovitvi, da seveda ne moreš najti nekaj, česar ni, torej ne moreš najti opisa sprejema obljube nagrade v sodbi, če tega ni. Izumi, jaz rečem temu kar revolucionarno pravo, kaj, ker me spominja na leta 45-50, kot če nečesa ni bilo, se je pač sodišče lahko, kot vam je znano, tudi spoznaj odpravljenih krivičnih sodb, se je lahko tudi kaj izmisleno in so koga obsodili in ga tudi zaprli. To je bilo tako imenovano revolucionarno pravo. No in jaz menim, da seveda v tem primeru se je Vrhovno sodišče poslužilo nekaj podobnega. Namreč Vrhovno sodišče v svoji sodbi pojasnjuje, da kadar zakonski znak kaznivega dejanja ni dovolj opredeljen, ga je mogoče najti tudi v obrazložitvi, v opisu nekega dogodka in da obrazložitev sodbe in izrek sodbe tvorita celoto. Takšne ugotovitve so načeloma so pravno povsem zgrešene. Kajti ni se moč strinjati, da lahko abstraktne opredelitve, torej abstraktni pojmi zakona prevzamejo vlogo dejstev in to takrat, ko zakonskega znaka v sodbi sploh ni konkretizirano. Pojmi ali pa abstraktne opredelitve pač ne morejo biti dejstva in zakon jih ne more ustvarjati. Če ni mogoče konkretizirati vseh zakonskih znakov, v tem primeru seveda niso konkretizirani, potem ne gre za kaznivo dejanje in seveda se ne more izreči to obsodilna sodba. V tem primeru se je zgodilo ravno to in to zaradi očitne samovoljnosti sodišča. Če bi sledili tej obrazložitvi Vrhovnega sodišča, ki pravim, ki se je izvila iz dejstva, da so ugotovili, da dejansko seveda sodba sodišče prve stopnje, niti druge stopnje ne vsebuje konkretizacije sprejema obljube nagrade, torej ne vsebuje ne načina, kako ne bi bila obljuba nagrade sprejeta, kdaj ne bi bila sprejeta, na kakšen način ne bi bila sprejeta, na katerem kraju ne bi bila sprejeta, pa tudi ni konkretizirana seveda, kako ne bi se to zgodilo. In bi po njihovi razlagi potem
pomenilo, da je obljuba sprejeta, že zaradi tega, ker je prepisan na dikcija zakona, torej, da je nekdo sprejel obljube nagrado. To bi bilo podobno, kot da bi v zakon zapisali, oziroma tudi je približno tako zapisano, da kdor davčnemu organu predloži seveda davčno napoved za odmero davka, v kateri ni navedel natančnih podatkov, stori kaznivo dejanje davčne zatajitve oziroma zatajitve finančnih obveznosti. Potem pa v celotni sodbi in v celotni obrazložitvi ne bi nikjer seveda najdli, kdaj, kako, na kakšen način, katere podatke ste seveda napačno opisali. Iz tega sodbe ne bi bilo, ampak ker je prepisano v izreku, da davčno zatajitev stori tisti, ki predloži seveda napačno davčno napoved, bi bilo že zadosti, da vas seveda za to kaznivo dejanje obsodi. Zato je to seveda nedopustno. Vrhovno sodišče sicer potem poskuša za številnim naštevanjem sodb Vrhovnega sodišča in judikature, ki jo navaja, poskuša utemeljevati, da seveda res, kadar ni zakonski znak konkretno opredeljen v izreku sodbe, ga je potem treba v celotni sodbi poiskati, vendar pa, ko preberemo vse te sodbe, ki jih primeroma navajajo, seveda ne potrjujejo njihovih trditev. Te sodbe o tem ne govorijo, ampak predstavljajo samo količinsko argumentacijo ničesar, česar ni. Zopet z količino, tako kot je bil seveda sestavljen obtožni predlog za veliko količino podatkov, pa tudi sodba sodišča prve stopnje za veliko količino nekih podatkov, zameglijo bistvo. Bistvo je, da pač seveda nikjer v sodbi v obrazložitvi ne boste našli, pa lahko jo sami še enkrat ali pa dvakrat ali trikrat preberete, opisa konkretizacije, kako naj bi bila obljuba nagrade sprejeta, oziroma sploh ne boste najdli, da je bila sprejeta. Torej, to je seveda glede same kršitve načela zakonitosti. Dejstvo pa je, da se zgodi še nekaj, da ko Vrhovno sodišče poskuša na nek način sanirati to odsotnost tega bistvenega zakonskega znaka, zapiše celo naslednje. Iz sodbe sodišča prve stopnje seveda izhaja, da naj bi gospod Janez Janša preko gospoda Zagožna sprejel obljubo nagrade nekje v mesecu avgustu, septembru 2005. No, Vrhovno sodišče pa pove naslednje v sodbi. Da naj bi bilo dejanje gospoda Janša storjeno šele leta 2006, ko naj bi bila terjana nagrada. In takrat naj bi se nagrada, torej leta 2006, šele terjala, kar pomeni, da je sodišče prve stopnje obsodilo gospoda Janeza Janšo brez dokazov, da naj bi obljubo nagrade sprejel že leta 2005. Vrhovno sodišče pa meni, da naj bi se dejanje zgodilo leta 2006 in sicer takrat, ko naj bi bila nagrada strani gospoda Zagožna šele terjana. Torej, če mi zdaj znate razložiti, seveda, kdaj je bilo to dejanje storjeno, ko boste prebrali še sodbo Vrhovnega sodišča in kako naj bi se to dejanje zgodilo in kdo naj bi ga storil, seveda boste sami ugotovili, da tega ne morete, zato ker, kot pravim, Vrhovno sodišče pride celo do take absurdne ugotovitve, da samo dementira sodišče prve in druge stopnje, ko govori, da naj bi se to zgodilo celo eno leto kasneje. Zato je pa tudi pomembno,
da je dejanje že v obtožnem predlogu in pozneje in vsi zakonski znaki konkretno opisani, kot drugače, lahko pride do tega, da, kot je v tem, sicer seveda to ni dovoljeno, da si Vrhovno sodišče ali pa vsako sodišče instančno kar zmisli, enostavno oziroma samo odloči, da seveda dejanje pa ni bilo takrat, ampak je bilo enkrat drugič. Takšno ravnanje Vrhovnega sodišča ne samo, da je nedopustno, pa da nima podlage v opisu dejanja in v listinskih dokazih, ki jih ni, ampak pomeni tudi tako imenovano sodbo presenečenja. Kajti, vkolikor sodišče spreminja navedbe prvostopenjskega sodišča oziroma navedbe trditve, ki so bile podane v obtožnem predlogu, je to tako imenovana sodba presenečenja, saj obdolženi že ves čas trdi, da sploh ne ve, kaj mu očitajo, kdaj naj bi to obljubo nagrade sprejel in na kakšen način naj bi jo sprejel. Zdaj je pa še ni jasno, ali jo ne bi 2005 ali ne bi jo 2006. Kajti ugotovitve sodišč se med seboj popolnoma razlikujejo. No, zakaj do tega pripelje, pa je jasno tudi, da zaradi tega, ker že od vsega začetka, kot vam je znano, se zatrjuje, da je gospod Janez Janša sprejel obljubo nagrade na neznanem kraju. Zdaj imamo seveda tudi neznan čas, na neznan komunikacijski način. In vse to pripelje do tega, da potem sodišče ob takem pomanjkljivem opisu lahko povsem arbitrarno ravna, seveda to ni dopustno, ustavno sodišče bo to spoznalo kot očitno kršitev, ampak potem poskuša na nek način seveda arbitrarno ravnati in kar samo ustvarjati neka nova dejstva, ki jih seveda nikjer ni. No, kar je tudi zanimivo, je dejstvo, da, kot sem že rekel, ko Vrhovno sodišče ugotovi, da to manjka, poskuša nekako razložiti, da je treba sodbo jemati kot celoto in da vkolikor zakonski znak ni izrecno konkretiziran v izreku, ga je pa pač potrebno v obrazložitvi najti. To je zapišalo tudi višje sodišče v svoji sodbi, ko je zavrnilo pritožbo. In to zgleda, jaz včasih rečem, to zgleda nekako tako, kot da bi nekdo rekel, v pripeljen kamion peska, zdaj pa sam najdi seveda, če je kaj v tem. In tako sodišče v tem primeru ravna, ampak seveda tega se najti ne da, zato ker tega pač enostavno ni. Zanimivo pa je tudi dejstvo, da seveda v pomanjkanju tega, kar sem pa že od začetka povedal, pomanjkanju tega zakonskega znaka je defekten celoten ta proces. Začelo se je, kot sem rekel, z nesklepčnim obtožnim predlogom, ki ga sodnica Klajnškova zaradi očitne pristranskosti ni zavrgla, ampak je dopustila, da se pač obravnava peljala dalje. No in glede na navedeno, menimo, da dejanje, kot je opisano, bilo v obtožnem predlogu in v vseh sodbah, ni kaznivo dejanje, ker ne vsebuje vseh zakonskih znakov in posledično to pomeni, da so vse tri stopnje kršile gospodu Janezu Janši, seveda, da je bila podana kršitev 28. člena Ustave, kajti kršeno je bilo načelo zakonitosti. No, potem gremo pa seveda dalje z temi očitnimi kršitvami in se pač ustavimo tudi pri nedoločenem kraju. Res je, da sodišče ves čas poudarja, da kraj pa čas
niso zakonski znaki kaznivega dejanja, prej sem razlagal o zakonskem znaku kaznivega dejanja, ampak pravi, da so to okoliščine, ki pa seveda so pomembne, da lahko določimo kaznivo dejanje kot neko nek historičen dogodek, kaj sem že prej povedal. No, ampak naš očitek, ki je bil ves čas tudi naperjen sodišču glede pomanjkanja kraja, pa ga sodišče enostavno ni želelo razumeti in ga ves čas zavračalo kot povsem nepomembnega, je bil tudi ta, da vkolikor ni določen kraj, kje naj bi bilo kaznivo dejanje storjeno in ob okoliščinah, da se dejansko to dogajalo kar v 3 državah, torej Sloveniji, svoje ne govorim, Avstriji in na Finskem, se seveda postavi v pomanjkanju kraja dejansko vprašanje pristojnosti sodišča v konkretnem primeru in to vprašanje pristojnosti in kaznivosti seveda ni kar tako drugotnega pomena, kot je navedlo višje sodišče, ampak ima to kar daljnosežne posledice lahko tako glede obstoja kaznivega dejanja, kot sem rekel, in tudi glede pristojnosti sodišča. Zakaj? Zato, ker so si ob odsotnosti kraja storitve kaznivega dejanja države, torej JIT takrat, tako imenovani skupina tožilcev, razdelili pristojnosti kar po domači. Ti boš obravnaval to, ti boš to, ti boš pa to. In ta umetna delitev, če jo lahko tako imenujem, zadeve, ki naj bi bila nedvomno med seboj povezana, vsaj kakor tožilstvo opisuje, je pripeljala do absurdne situacije, ker imamo obsodilno sodbo v Sloveniji, oprostilno sodbo na Finskem in to za finske državljane, ki naj bi obljubo dali. Kar pomeni, da seveda kraj storitve ni tako nepomemben, kakor pač seveda zatrjuje sodišče. Trebno je poudariti, da, ker bom poleg še pri indični sodbi, da ne nazadnje tudi ni zanemarljivo dejstvo, seveda to, kot sem rekel, da je bila na Finskem izrečena oprostilna sodba ob enakem dejanskem stanju in ob enakih listinah, kot so bile tudi v tem procesu v Sloveniji. Seveda zaradi tega, ker je finsko sodišče, kar bo nadaljevanje tudi povedal pri indični sodbi, pravilno tolmačilo neke posredne dogodke, kot so poznanstva 2 oseb, morebitna komunikacija 2 oseb, pripadnost isti politični opciji 2 oseb. No, seveda zatrjujemo, da tudi iz teh razlogov, kot sem jih prej omenil, da nam je bila kršena tudi pravica do obrambe, ki je določena v 29. členu Ustave in pa tudi v 6. členu Evropske konvencije za človekove pravice. Seveda, brani se lahko samo tako, da veš, kaj ti sodišče očita in to konkretizira. Iz opisa dejanja v konkretni zadevi
niso izhajali niti dejanski, niti pravni vidiki obtožbe, ki bi gospodu Janezu Janši omogočali učinkovito obrambo. Kajti nemogoče se je braniti, če se obdolženemu očita, da je storil kaznivo dejanje na neugotovljenem kraju, na neugotovljen konvencijski način in se pri tem tudi ne navede, kot izhaja, da je bil obtožen dejansko seznanjen z dano obljubo predplačila nagrade. Ni navedeno, da je to obljubo dejansko sprejel in ni navedeno, da ne bi to obljubo sprejel z namenom vplivanja na osebe, ki so upravljene uradno dejanje. Seveda Vrhovno sodišče v svoji obrazložitvi svoje sodbe v zvezi s kršitvijo pravice do obrambe navaja, da je pač vpis v izreku vseboval vse zakonske znake kaznivega dejanja, prihaja si samo v sebi nasprotje, prej sem opisoval seveda, da jim je bilo znano dejstvo, da v izreku sodbe ni konkretizacije sprejema obljube nagrade, vendar so to nekako razložili, da zadostuje abstraktna določba. Zdaj pa pravijo, da seveda je imel vpis vse znake v izreku sodbe, seveda da je imel vpis vse zakonske znake kaznivega dejanja in da je tudi obtožni predlog omogočal pritožniku osredotočeno dokazovanje in učinkovito obrambo. Kako utemeljijo to? Pravijo, navedeno naj bi izhajalo iz dejstva, da je pritožnik podal svoj zagovor in izčrpno utemeljeval svojo obrambo. Torej, vkolikor se zagovarjate in se branite, potem je več kot očitno, da je tudi obtožni predlog tako sestavljen, da vam je vse jasno in vam je vse znano in da tudi zadostuje vsem pogojem. To jaz rečem, da je res dejansko bistroumni nesmisel, ker vam je povsem jasno, da takšna trditev, da zato, ker se je nekdo zagovarjal, je potem tudi seveda s tem dokazano, da je bil obtožni predlog, imel vse zakonske znake in da ima tudi izrek sodbe vse zakonske znake in neumnost. Ampak seveda, ko ne veš več, kako utemeljevati, kot ti zmanjka resnih argumentov, potem utemeljuješ tudi z takimi bistroumnimi nesmisli. Zanima me, kaj bi zapisali potem, kolikor bi se kateri od teh branil z molkom, ali bi potem zapisali seveda, da je obtožni predlog bil pomanjkljiv in imel vseh zakonskih znakov, ker očitno, ker se je nekdo branil z molkom, ga ni razumel in ni mogel se braniti, zato ker ni vedel, česa je obtožen. Torej, pač argument a contrario bi bil potem, da če bi bilo obratno, bi bilo pa glih seveda možno trditi nasprotno. No, znano vam je, da seveda tudi, ko je gospod Janez Janša podal svoj zakon, ne glede na povsem diametralno nasprotno trditev Vrhovnega sodišča, je jasno, da je lahko očitke zgolj zanikal in povedal, da se z nikomor od obdolženih, nikomor z Finske Patrije seveda ni nikoli sestal, pogovarjal, ni imel nikakršnega stika, še najmanj pa, da bi sprejel kakršnokoli obljubo nagrade. In je rekel celo, tisti, ki ste proces spremljali, se te spomnili, da niti v misli tega ni storil, čeprav se mu očita nek miselni delikt, da bomo nadaljevanju povedali. No in to je bil njegov zagovor. Zakaj? Zato, ker vkolikor ne veš, kje naj bi to storil in kako naj bi to storil in točno kdaj naj bi to storil, se ne moreš niti braniti. Ker kot sem rekel, če je neznan čas, da je 2.5, zdaj imamo celo 2.6 po sodbi Vrhovnega sodišča, potem sej ne moreš se braniti, če ne veš, kdaj in kje in kako ne bi kaj storil. No, seveda, tudi višje sodišče
pri reševanju pritožbe je zapisalo pač to, kar je bilo tudi že v javnosti večkrat rečeno, da gre za zelo kompleksno dejanje, za zelo kompleksno zadevo, kar seveda ni res. V konkretnem primeru gre za zelo enostavno kaznivo dejanje, ki je jasno opisano z zakonskimi znaki, in ko sodišče seveda ne zna, kot pravim, ne želi seveda napolniti teh zakonskih znakov, potem se zateka k temu, da govori, da gre za tako kompleksno zadevo, da je ni seveda moč jasno zapisati. In potem seveda enostavno zapiše, da okoliščine, kot so kraj, čas in način storitve, pa seveda niso tako pomembne, kajti gre za dejansko tako kompleksno zadevo, ki se je raztegovala skozi daljše obdobje, da tega pač ni moč zapisati. Očitamo seveda vsem trim stopnjam, da je bila zagrešena tudi kršitev iz 22. člena Ustave Republike Slovenije, ki govori o enakem varstvu pravic. Predvsem gre za to, da menimo, da opredelitev, kakršna je bila uporabljena v konkretnem primeru, da je gospod Janez Janša storil kaznivo dejanje v sostorilstvu, glede na opis, kot je bil podan v obtožnem predlogu in pozneje v sodbi sodišča prve stopnje, pa potrjeno na drugi stopnji, pomeni popolno arbitrarnost sodišča. Kajti v primeru, da gre za tako napačno uporabo zakona, kot v tem primeru, se seveda glede na odločbe Ustavnega sodišča po podobnih primerih to označi kot arbitrarno ravnanje sodišč. Arbitrarno je takrat seveda, kada sodišče kar samo brez neke prave podlage navaja neka dejstva in odloča potem na podlagi teh dejstev, ki so neobstoječe. Okoli tega sostorilstva in opisa tega sostorilstva, kako naj bi gospod Janez Janša preko Jožeta Zagožna sprejel obljubo nagrade, je bilo pač že veliko povedanega. Povedano je bilo, da se kaznivo dejanje sprejema obljube nagrade na tak način, seveda sploh že pojmovno ne more izvršiti, ker ne more sprejeti obljube nagrade preko drugega, tako da jo terjati, jo pa potem sprejmeš. Potem je dr. Bele napisal celo intervju, bi se napisal celo članek, to je obširno razložil v intervjuju, in dejstvo, da je to pojmovno samo po sebi izključeno. Ali sprejmeš, ali ne sprejmeš. Kar je pa še najbolj pomembno, ne glede na te dileme, je dejstvo, da to sostorilstvo, ki ga zatrjuje tožilstvo in ga je sodišče potem v sodbo zapisalo, v sodbi, v obrazložitvi sodbe in pozneje sploh ni opisano, kako naj bi to sostorilstvo se zgodilo in kako naj bi to potekalo, na kakšen način naj bi sostorilca izvrševala to kaznivo dejanje sprejema obljube nagrade. Ampak sodišče v enem stavku zgolj navaja, da je brez dvoma moč zaključiti, da je obdolženi Janša skupaj z Zagožnim storil dejanje, torej je bilo storjeno v sostorilstvu. To je vse, kar je sodba v zvezi z sostorilstva in seveda takšno utemeljevanje sostorilstva ob pomanjkanju seveda resnega opisa, kot ga zakon določa, pomeni seveda kršitev enakega varstva pravic iz 22. člena
Ustave Republike Slovenije. No, zdaj dajmo pa še nekaj v tej tako imenovani indični sodbi, kjer zatrjujemo, da je prišlo v tem postopku do kršitve načela nedolžnosti s to indično sodbo, in sicer gre za kršitev iz 22. in 27. člena Ustave Republike Slovenije. No, večkrat je bilo že tudi v javnosti povedano, da v indični sodbi govorimo takrat, kadar sodišče odločilnih dejstev ne ugotovi na podlagi neposrednih materialnih ali personalnih dokazov, ampak na podlagi posrednih dokazov, tako imenovanih indicov. No, to pomeni, da sodišče iz nekega znanega dejstva sklepa na resničnost drugega še neznanega dejstva, pri čemer po obsodilno sodbo lahko izreče sem takrat, kadar so ta dejstva med seboj trdno in logično povezana in se tako dopolnjujejo, da tvorijo zaprt krog. In da ni nikakršne dileme, torej da je podana popolna gotovost, da je obdolženi storil očitano kaznivo dejanje. Torej tukaj mora biti brez sence dvoma pri sodišču na podlagi teh dejstv in indicov podana takšna gotovost, da ni nikakršnega najmanjšega dvoma, da bi seveda obdolženi ne storil tega kaznivega dejanja. V konkretnem primeru pa je treba poudariti, da indici, ki ne bi obremenjevali gospoda Janeza Janše v tem konkretnem primeru, enostavno niso niti povezani, še kar je pa najbolj bistveno, ne obstaja nobeno znano dejstvo, kot sem prej rekel, da bi na podlagi indicov lahko sklepali na drugo dejstvo. In vkolikor bi na takšen način razlagali indice in medsebojno povezavo, kot jo razlagajo vse tri stopnje naših sodišč, bi šlo seveda enostavno za miselni delikt, ne pa za zavestno in voljno ravnanje, ki pa more se manifestirati v zunanjem svetu in mora biti jasno zaznavno. In tega v sodbah ni in tega ne morete nikjer najti, ker dejansko tega niti sodišče ne opisuje. Kot sem rekel, ni povsem odveč opozoriti še enkrat na sodbo finskega sodišča, prav zaradi indične sodbe, kako si sodišče na Finskem razloži nekatere posredne indice, ki naj bi pri nas seveda tvorili takšno gotovost, da je bila izdana obsodilna sodba, tam pa jih imenuje samo posredni indici oziroma jih ne imenujejo za besedo kot jih naši, ne? Torej dejansko, da bi šlo za neka dejstva. In finsko sodišče ob uporabi, kot pravim, istih indicov, gre za elektronska sporočila Ridlani Teneni, se vzelo jasna stališča z vidika kazenskega prava, ki so tudi edina logična, in navedlo, okrožno sodišče ugotavlja, da morebitna zaposlitev oseb v isti organizaciji v preteklosti, pripadanje isti stranki, isto politično prepričanje ali predhodno poznanstvo nima pomembnega vpliva na odločitev v tej zadevi. Prav tako nima vpliva na odločitev na ključna srečanja in telefonski pogovor teh oseb, če upoštevamo dejstvo, da glede vsebine klicev v tej zadevi niso podani nikakršni dokazi. To je zapisalo pač finsko sodišče o tako imenovanih posrednih dokazih oziroma pri nas rečeno pač indicih.
In kot sem rekel prej, ob odsotnosti znanih dejstev, ki v tej sodbi ni, enega dejstva o tem, da bi gospod Janez Janša za komerkoli od Patrie ali od ostalih obdolženih komuniciral o samem javnem naročilu oziroma naročilu zaupne narave, torej izdelave 8 kolesnikov, ni. In če niti enega znanega dejstva ni, potem niti indici, naj bodo to posredni, ne morejo pripeljati do tega, da bi sklepali na kakršnekoli dejstvo. Torej, obstanek takšne sodbe ob vseh teh kršitvah, ki sem jih zdaj naštel, bi pomenil, kot bi rekel moj kolega Avbelj, da smo na razpotju med Kafko in normalno evropsko demokratičnostjo. Pomenil bi to, da je lahko obsojen vsakdo. Ob obstoju kakršnega koli najmanjšega indica, torej, na primer, dolgoletno poznanstvo in stiki, lahko po takšni logiki, kot je uporabljalo tle sodišče, ob odsotnosti vsakakršnih drugih dejstev ali dokazov, že zadostuje za obsodilno sodbo. In ta sodba že na prvi pogled ne dosega niti najmanjšega standarda za obsodilno sodbo, ampak gre zgolj in v celoti vseh treh sodbah zgolj za arbitrarno nizanje nepovezanih indicov, ki se jih skuša povezati na način, da sodišče vse vrzeli v tožilski zgodbi, pa vam rekel, da ne gre sem za vrzeli, ampak prava brezna, zapolnjuje ves čas z, moram reči, dobro razvitim domišljijskim konstruktom v škodo obrambe. Domišljija je neizmerna. Ob odsotnosti vsakih dejstev in kot je dejstvo zmanjka, je domišljija lahko neizmerna, tudi tako velika, kot sem prej poudaril, da zapišeš, da zadostuje, da je zakonski znak abstraktno zapisan in da seveda to za obsodilno sodbo povsem zadostuje, čeprav seveda ta zakonski znak ni z ničemer konkretiziran. Torej, predstavil sem vam na kratko, kateri so glavni očitki te ustavne pritožbe. Naj poudarim še, da smo predlagali ustavnemu sodišču, da skladno z 58. členom zakona o ustavnem sodišču zadrži izvršitev te krivične in po moji oceni sramotne sodbe, tako da seveda gospod Janez Janša lahko tako odide iz prestajanja kazni. Predlagamo, da se zadeva obravnava absolutno prednostno, saj je znano vsem vam, da gospod Janez Janša prestaja zaporno kazen. Enako pa vam je znano, da je tudi to bila podlaga, torej ta obsodilna sodba podlaga za neupravičen odvzem mandata, ki mu je zdaj, seveda po odločbi, torej po sklepu ustavnega sodišča začasno vrnil. Vrnil bi se vseeno nekoliko nazaj, ker vem, da me te pol tudi vprašali o tem odločenju ustavnega sodišča, bi se pač vrnil na prvi sklep ustavnega sodišča, torej na prvo odločbo iz 11. junija 2014, ko so sicer našo ustavno pritožbo, ki smo jo vložili, predno smo izčrpali izredno pravno sredstvo, torej predno smo vložili zahtevo za varstvo zakonitosti na Vrhovno sodišče zavrgli, vendar pa seveda vam je vsem takrat znano, da je Vrhovno sodišče menilo, mislim, da je ustavno sodišče bilo mnenja, da imamo zagotovljeno ustrezno sodno varstvo
na Vrhovnem sodišču in da tudi na Vrhovnem sodišču imajo vse možnosti izdati tudi začasno odredbo, zadržati izvršitev, vkolikor ocenijo, da je temu tako. So pa v obrazložitvi zapisali, da seveda resnost očitkov kršitve temeljnih človekovih pravic pa so zelo pomembne pri odločanju o morebitnem pritožnikovem predlogu za odločitev izvršitve pravnomočne sodbe pred Vrhovnim sodiščem. To so takrat zapisali. Torej, že takrat so bili večina ustavnih sodnikov, ne samo tisti, ki so to izrecno zapisali v ločenem odklonilnem mnenju, na stališču, da obstaja resni očitki kršitev in resen dvom o hudih kršitvah temeljnih človekovih pravic gospoda Janeza Janše v tem postopku. Vendar so pričakovali, da bo to Vrhovno sodišče z svojim odločanjem tudi preučilo in zagotovilo varstvo seveda teh temeljnih človekovih pravic že pred Vrhovnim sodiščem. No, to se ni zgodilo, ampak se je zgodilo ravno obratno, kot sem skozi to predstavitev povedal. Vrhovno sodišče je zagrešilo še dodatne kršitve. Zato pričakujem, da bo Ustavno sodišče zelo hitro v tej zadevi odločilo. Pričakujem, da bo Ustavno sodišče do novega leta odločilo o začasni odredbi in da bo glede na več kot očitne kršitve temeljnih človekovih pravic iz Ustave Republike Slovenije tudi tej ustavni pritožbi ugodilo in seveda vse te nezakonite in krivične sodbe razveljavilo.